Prav vse lepo pozdravljam, še posebej naše današnje goste. 10.12.1948 je Organizacija Združenih narodov sprejela univerzalno deklaracijo o človekovih pravicah in zato tudi vsako leto obeležujemo Mednarodni dan človekovih pravic, ki je sicer bil v petek, ampak ker je bila množica dogodkov na petek, smo se na Študijskem centru za narodno spravo odločili, da je boljše organizirati mogoče kakšen dan kasneje. Naslov današnje okrogle mize je Republika Slovenija in človekove pravice. Se pravi, hoteli smo nekako tudi zajeti še vedno ob izteku leta aktualno 30-letnico nastanka neodvisne in samostojne Republike Slovenije. Ravno v času priprav na okroglo mizo nas je doletela vest, da nas je zapustil profesor dr. Lovro Šturm, nekdanji minister za pravosodje in član sveta javnega zavoda Študijski center za narodno spravo, tudi naš dobrotnik, podpornik, se pravi nekako res vpet v delovanje naše institucije. In seveda se ga bomo spominjali tudi danes, namreč ni naključje, da je potem v vabilu bil izbran njegov citat iz komentarja Ustave Republike Slovenije iz leta 2002, ki pravi: pravni red demokratične, socialne in pravne države mora zagotavljati varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in to tudi za odpravo posledic, ki so nastale zaradi izvajanja predpisov, ki so kršili človekove pravice in temeljne svoboščine. Konec citata. Kratko in jedrnato. Lepo pozdravljam nastopajoče, gospoda Petra Pavlina, profesorja dr. Jerneja Letnarja Černiča in doktorico Matejo Čoh Pladnik. Predlagam, da otvori današnjo okroglo mizo gospod Peter Pavlin, višji sekretar v Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice na Ministrstvu za pravosodje, tudi namestnik generalne direktorice v omenjenem direktoratu, ki bo spregovoril o umeščanju človekovih pravic v Ustavo leta 1991. Gospod Pavlin, lepo prosim. Hvala. Najprej se zahvaljujem za vabilo v svojem imenu, pa tudi imenu direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice na Ministrstvu za pravosodje, ki je potem, kot slišite, tudi pristojen za kar močno področje človekovih pravic. Poleg tega sem pa tudi zahvaljujem, ker ste omenili pokojnega profesorja dr. Lovra Šturma, tudi bivšega ministra za pravosodje. Ste mi dali tudi eno tako lepo iztočnico, ne vem, koliko se nadaljavo vidi, ampak tukaj imam tudi jaz v rokah komentar Ustave dopolnilni iz leta 2011, če bo treba, bom iz njega tudi kaj prebral. Zdaj pa poskušal bom predstaviti vidik umestitve človekovih pravic v slovensko ustavo iz leta 1991, kolikor sem ga malo razvil pri sebi, malo sem ga pa razvil pa tudi v praksi tukaj na Ministrstvu za pravosodje v sodelovanju z drugimi državnimi organi, ko se odpirajo določena vprašanja. Prva stvar, ki sem jo leta debat, izkušenj, pa tudi pogovorov s pokojnim profesor Šturmom, pa tudi z bivšim ministrom za pravosodje Pirnatom in še marsikom iz tistih časov pripravljajo to, da so določeni členi Ustave glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin bili namenoma napisani tako, kot zvenijo. Namenoma napisani v smislu, da so zadaj za njimi ali pa v zvezi z njimi stale izkušnje iz prejšnjega nedemokratičnega sistema. Bom pozneje izpostavil te člene Ustave. Ustavodajalci, zdaj kažem eno drugo knjigo nadaljavo, ne vem, koliko se vidi, to so magnetogrami Ustavne komisije iz leta 1991, izdaja iz leta 2001. Imam knjigo številka 2 tukaj, ki ima precejšno število komentarjev glede človekovih pravic.
glede česar je bilo dejansko na ustavni komisiji največ razprav. V glavnem, ustavodajalci so dejansko vedeli, kaj delajo. Predvsem argumentov, ki se zdaj pojavljajo, ko so kdaj členi ustave kritizirani ali pa odločbe ustavne, če je nekaj preširoko ali morda preozko tudi, so bili argumenti, ki niso bili preslišani v letu 1990 ali pa letu 1991, ko se je razpravljalo o določbah ustave. Zdaj, kakšen koncept ali pa kakšen pristop je izbral ustavodajalec, skrajno sem povedal, da je ogromen del ustave se v bistvu nanaša ali na človekove pravice ali temeljne svoboščine, vmes sem jih malo še tako šteti po straneh, recimo po tej knjižni izdaji uradne GV založbe, recimo pridemo, da imamo za človekove pravice najmanj 17 strani v takšni izdaji, za ustavnost in zakonitost ter ustavno sodišče, kar gre pa zraven skupaj, če res govorimo o najmočnejšemu institucionalnemu sistemu varovanja, človekove pravice svoboščine imamo pa 6 strani, kar je tudi dokaj veliko, ker običajno vsaj starejše ustave nimajo toliko prostora namenjenega še ustavnemu sodišču in ustavni zakonitosti. Ponovim, v starejše ustave, novejše je situacija nekoliko drugačna. Tako da z tega vidika vidim in razumem umestitev človekovih pravic v ustavo leta 1991 v povezavi z ustavnostjo, zakonitostjo in določbami v ustavnem sodišču zelo načrtno oziroma namensko narejeno. Dalje, mogoče se pri razpravah o ustavnosti, zakonitosti in človekovih pravicah v Sloveniji premalokrat zavedamo, da je tisto, kar sem že prej povedal na začetku, ustavodajalec dejansko načeloma vedel, kaj dela. Nekaj členov ustave je, ki bom potem posebej izpostavil tudi po odločbah ustavnega sodišča, ki prinašajo tako imenovani nadstandard glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ampak, zanimivo, to je vse povezano z izkušnjami ali iz socialistične Jugoslavije ali pa celo iz kraljevine Jugoslavije glede vprašanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Za primer bom zdaj izpostavil recimo 3 člene, koliko jih je identificiralo ustavno sodišče, lahko da jih je več in nočem zapreti tega seznama ali pa te debate. Gre za 35, 36 in 37 člen ustave. 35, ki govori o splošnem varstvu zasebnosti in osebnostnih pravic, 36 člen, ki po domače govori o hišni zasebnosti ali pa o hišnih preiskavah, in 37, ki govori o komunikacijski zasebnosti ali pa rečemo o svobodi komuniciranja, kot je izpostavilo ustavno sodišče leta 1997. 35. člen ustave dejansko, kot je napisan, zveni nekako na nivoju reakcije nemškega temeljnega zakona iz leta 1949 zoper prejšnji sistem. Namreč določa generalno klavzulo zasebnosti, generalno klavzulo varstva osebnostnih pravic. Tako da z tega vidika je morda možno res govoriti o tem, da je tako imenovani nadstandard. Potem imamo 36. člen ustave, ki določa za hišne preiskave oziroma v posege v hišno zasebnost, določa pogoje sodne odločbe, izjeme so možne, in pa zelo zanimiv pogoj, ki ni pogost v ustavah po svetu, prisotnost 2 prič. Prav tako, tudi to je reakcija na prejšnji sistem, zlasti na situacijo, ko je recimo redni sistem, če govorimo pač o policiji oziroma takratni milici, deloval po zakonu o notranjih zadevah in zakonu o kazenskem postopku. Neredni sistem, to je pa recimo takratna služba državne varnosti podelovala brez sodnih odločb, brez polnoletnih prič ali pa vsaj nekaj časa brez prisotnosti polnoletnih prič in v bistvu izven nadzora sistema. 37. člen ustave, ki govori o komunikacijski zasebnosti, je spet eden od teh premišljenih členov. V ustavi omenja odločbo sodišča in zelo kratke oziroma zelo skope možnosti za poseg na te pravice, namreč interese kazenskega postopka ali varnosti države. Zdaj, zakaj
In zakaj govorim, da so ustavodajalci načeloma vedeli, kaj delajo? Nekaj je tako imenovano ustno izročilo, kot sem že prej omenil, kakšno stvar sem vprašal tudi prej pokojnega profesorja Šturma, pa tudi takratnega pravosodnega ministra v času sprejemanja ustave dr. Rajka Pirnata. Ampak, ko pogledamo magnetograme ustavne komisije iz leta 1991, pri 37. členu ustave najdemo zelo moderne formulacije nekdanjega profesorja na Mariborski pravni fakulteti dr. Ludvika Toplaka, ki je bil član te ustavne komisije. Govori, da Durinkar človeka popolnoma preseneti, da je člen narejen za prihodnost, da se ne ve, katere tehnologije se bodo pojavile, da mora delovati tudi v prihodnosti in kar je ravno presenetljivo, govori o tako imenovanem tehnologijah na črnem trgu. Lahko govorimo zdaj kar pokušamo o dark webu ali pa dark netu. In standardi, ki jih je on namenil, za katere je on povedal, da bojo morali veljati znatno dobo let, in o tem se razpravljajo tudi člani ustavne komisije, veljajo še danes in nas tudi, kot sem rekel prej, omejujejo ponovno interesi kazenskega postopka ali varnosti države po predhodni sodni odredbi in seveda mora biti nujno potrebna tako naprej. Ustavodajalec, torej, kot sem rekel, je načeloma vedel, kako in zakaj je umeščal človekove pravice v slovensko ustavo. Ne zato, da bi pustil samo nek lep vtis, ampak zato, da bi omogočil obstoj sistema in človeškega sožitja na način, da so pravice vseh ljudi spoštovane in da država ne more ali pa ne sme zlorabiti svojega položaja za poseg v njihove pravice. Mogoče se zdaj že malo v te razprave moje bližam na nek način, bom rekel, kar že zaključko samo informativno, bi pa rad povedal, tista odločba, ki sem govoril, ni edina, ampak recimo, da je trenutno še najbolj pomembna, čaka se pa druge, tista odločba, ki govori o višjih standardih glede nekaterih ustavnih pravic, je odločba o ustavni pritožbi UP pomišljaj 519/12 iz 18. septembra 2014. To je pač, če bi želel kdo sam to pogledati, lahko to pogleda. In gre za, samo moment, gre za točko 10 te odločbe. V glavnem, z tega vidika bi zdaj zaenkrat končal, mogoče bi se oglasil še kaj v razpravi, če bo kaj potrebno glede drugih vprašanj ali pa tega, kar sem povedal. Hvala. Gospod Pavlin, najlepša hvala za vaš prispevek. Zelo zanimivo, da ste nas popeljali v čas pred 30 leti. Nekako začetna točka, najverjetneje potem za nadaljevanje pa naslednjega gosta. Dr. Jernej Letnar Černič je dekan Evropske pravne fakultete pri Novi univerzi in mu iskreno čestitam tudi za uvrstitev med dosežke odličnih znanosti za leto 2021 za monografijo pod naslovom Odgovornost gospodarskih družb do spoštovanja socialnih, ekonomskih, človekovih pravic. Današnja tema bo pa namenjena človekovim pravicam v Sloveniji po osamosvojitvi. Lepo prosim. Hvala lepa, gospod Ivašič. Hvala za vabilo, hvala za čestitke. Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, moje današnje krajše predavanje oziroma krajši komentar se bo nanašal na varstvo človekovih pravic po sprejetju slovenske ustave. Seveda, veste, ko govorimo o varstvu človekovih pravic v Sloveniji od leta 90-91 do današnjih dni, prva zadeva, ki se jo moramo vsi upoštevati in katero se moramo vsi zavedati, je, da ko je bila sprejeta slovenska ustava decembra 91, pred skoraj 30 leti, da je v bistvu ta ustava vzpostavila prvo sodobno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v kakršenkoli državni tvorbi na slovenskem ozemlju. Prej normativnega pravnega varstva človekovih pravic na slovenskem ozemlju, vsaj v sodobni obliki varovanja človekovih pravic, nismo poznali. In seveda, ko je ustava to vzpostavila, kot je zelo nazorno gospod Pavlin povedal,
je bilo to nekaj novega, ne, je bilo nekaj novega tako za strokovnjake, ne, tako za pisce, ne, ustavnega besedila, še bolj pa za vse prebivalce Republike Slovenije. Ne. Hočem poudariti, ne, da varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vsaj na začetku, ne, v 90-ih letih, ni bilo nekaj samoumevnega v slovenski družbi. In to se je kasneje, ne, potem, ko je enkrat ustava začela delovati, ko je Ustavno sodišče začelo obravnavati prve zadeve, ne, se je to izkazalo tudi v praksi. Ne. Priča smo bili številnim izzivom, ne, številnim težavam, problemom. Ne. Samo spomnite se vsi na težave v zvezi z denacionalizacijskimi postopki, ne, v zvezi z pravico do zasebne lastnine. Ne. In seveda, kako je potem slovenska država naenkrat, ne, potem začela uresničevati varstvo človekovih pravic? Ja, odgovor je zelo postopoma, ne, postopoma in težko. Ne. Mogoče je to najlažje pojasniti z vidika, ne, različnih mandatov Ustavnega sodišča. Vemo, da v tem trenutku imamo na Ustavnem sodišču 4. mandat, ne, sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča. Prvi mandat Ustavnega sodišča je imel tukaj izjemno težko pa zahtevno vlogo, ker je moral nekako, vzpostaviti normativne standarde, jih preslikati iz ustave, potem tudi v konkretne ustavne odločbe in seveda tudi začrtati neko razliko, neko mejo med varstvom človekovih pravic v novi, svobodni, demokratični Sloveniji in kršenjem človekovih pravic, pogosto sistematične in splošne narave v preteklem režimu. Seveda to ni bila lahka naloga, ne, ker vsi poznamo, ne, sociologijo slovenske pravne države in vemo, ne, da večina ljudi, ki so začeli delati v institucijah slovenske pravne demokratične države, je bilo istih kot v prejšnjem režimu. Ne. Ljudje se niso spremenili in od njih je nekako bilo pričakovano, da bodo kar naenkrat ponotranjali te vrednote varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In seveda, to ne gre čez noč. In zato tukaj zagotovo prvi mandat Ustavnega sodišča je naredil izredno vlogo pri zacementiranju teh standardov, vsaj pravnih standardov varovanja človekovih pravic, je jasno povedal, ne, da so se v prejšnjem režimu kršile človekove pravice, sistematično kršile človekove pravice in temeljne svoboščine. In tukaj seveda, tako gospod Pavlin kot gospod Ivešič sta že omenila, izjemno vlogo je tukaj odigral nedavno preminuli profesor ustavnega in upravnega prava Lovro Šturm, še posebej pri pisanju odločb, pri pisanju tudi njegovih ločenih mnenj, morda tukaj lahko izpostavljeno odločbo o uredbi, o ustavnosti uredbe o vojaških sodiščih, kjer je res Ustavno sodišče povedalo, da so sodišča v prejšnjem režimu, pa tudi med drugo svetovno vojno, kršila pravico do poštenega sojenja in da takšne odločitve, njihove sodne odločbe nimajo mesta v demokratični in pravni Republiki Sloveniji. Seveda potem, ko enkrat ko je bilo to vzpostavljeno, ko je bil ta mandat začel delati prvi mandat Ustavnega sodišča, so se pojavile prve težave. So se pojavile težave, ki jih v bistvu še danes, decembra 2021, opazujemo v vsakdanjem življenju slovenske družbe. Ena izmed glavnih težav, ki jih, vsaj po mojem mnenju, še nismo rešili v slovenski družbi, kako te visoko leteče normativne standarde slovenske ustave glede varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kako jih učinkovito preslikati v vsakdanje življenje slovenske družbe. Zagotovo tukaj lahko govorimo o razkoraku med teorijo in prakso, med ustavo in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in njunim uresničevanjem v praksi je ocean. Še posebej se težave pojavljajo glede nekaterih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Mogoče tukaj
tukaj izpostavljam tista najbolj pereča vprašanja varstva človekovih pravic, ki so še vedno prisotne na slovenski družbi dan danes. Morda na prvem mestu bi tukaj izpostavil pravico do poštenega sojenja. Kako zagotoviti, da bodo slovenska sodišča sodila pošteno, neodvisno in nepristransko. Mislim, da so tukaj še vedno sistemske in strukturne težave v samem sodstvu, na vseh raneh sodstva glede zagotavljanja neodvisnega in nepristranskega sodišča, ko nam kažejo številni primeri od zadeve Novič, Radonič, pa navsezadnje do zadeve izpred nekaj dni, zadeve Tosić. Ljudje, prebivalstvo ne zaupa slovenskemu sodstvu. In to je zagotovo problem za demokratično pravno državo, ki nekaj da na varstvo človekovih pravic, ker vemo, da postopkovno varstvo človekovih pravic je na koncu odvisno od sodišč, rednih sodišč in potem tudi Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Potem druga težava prebivalnih človekovih pravic, ki jo jaz vidim, je zagotovo naš takšen benevolenten oziroma dvoličen pristop do vprašanj tranzicijske pravičnosti. Vprašanje tranzicijske pravičnosti, vprašanje, s katerim se ukvarjate, gospod Devešič, na študijskem centru, vprašanje kršitev iz preteklosti. Ne moramo mimo tega, da številne jame, gozdovi, travniki v Sloveniji še vedno skrivajo neizkopane kosti izvensodno ubitih oseb, predvsem civilistov po drugi svetovni vojni. In te ljudje ne samo, da država ni našla krivca, ne samo, da ni obtožila posameznikov, tudi je predmet spotika v slovenski družbi njihova pravica do groba, dostojanstvenega pokopališča, kar je zahteva, pietetna zahteva vseh civiliziranih družb tega sveta. In potem so številne vprašanja v zvezi s tem, veste, kako obravnavati simbole iz prejšnjega sistema, ali je res primerno, da trg republike, srednji trg naše države obdajajo določeni spomeniki iz nekaterih drugih časov, na njem pa ne najdemo niti enega spomenika samostojnosti slovenske države in neodvisnosti slovenske države. To so zagotovo vprašanja, ki ostajajo odprta. In potem seveda v času epidemije zagotovo vprašanje, ki ga jaz tukaj vidim, je nekako nejasnost državnih obveznosti glede varovanja pravice do življenja in ta razmerja v povezavi z načelom zakonitosti. Tukaj mislim, da je veliko zamujenih priložnosti bilo na najvišjih sodnih institucijah, da bi povedali, kakšne so obveznosti države glede varovanja pravice do življenja. Se pravi, to so tiste glavna področja, ki bi jaz tukaj želel izpostaviti glede človekovih pravic. Morda bi lahko še omenil še zelo pomanjkljivo varstvo svoboščin. Bi pa tukaj želel izpostaviti 3, po mojem mnenju, ključna vprašanja, zakaj varstvo človekovih pravic v praksi slovenske družbe ne sledi zelo sodobnem, visokem normativnem varstvu človekovih pravic. In prva teza, ki jo tukaj postavljam, je institucionalna podhranjenost slovenske države. Institucionalna podhranjenost slovenske države, številni posamezniki, ki delajo na različnih odgovornih položajih v vseh 3 vejah oblasti, kot tudi državnih nadzorstvenih institucijah, nimajo dovolj znanja o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Moramo vedeti, da v slovenski družbi še vedno imamo dileme o tem, ali se sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice neposredno uporabljajo v slovenskem pravnem redu. Osnovna vprašanja v eni zadevi Koprivnikar proti Sloveniji Vrhovno sodišče ni želelo izvršiti sodbe Evropskega sodišča glede kršitve načela zakonitosti in zdaj ta zadeva pred Ustavnim sodiščem.
Potem tudi v nekaterih drugih institucijah samo opažam pomanjkanje znanja o sami naravi človekovih pravic, pa tudi obveznosti države, predvsem, sledenju te vrednoti pluralizma, pri varovanju človekovih pravic in človekovega dostojanstva. Včasih se pozablja, da človekovo dostojanstvo nima samo individualne dimenzije, temveč ima tudi kolektivno dimenzijo. Potem druga težava, ki jo jaz opažam, je v bistvu neenako oziroma selektivno obravnavanje kršitev človekovih pravic. Odvisno od tega, kje se določen javni funkcionar oziroma predstavnik civilne družbe nahaja, na kateri ideološki strani se nahaja. Zelo tipično v slovenski družbi je, naprimer, če poslušamo posameznike z neke strani, da bodo na vseh glas zagovarjali, da slovenska država krši pravice migrantov in prosilcev za status beguncev, potem pa te iste civilno družbene organizacije ne bodo znale isto obsoditi pasivno slovenske države glede tranzicijske pravičnosti. In to lahko obrnemo tudi na kakšno drugo stran. Tisti, ki se bodo zavzemali za tranzicijsko pravičnost, včasih težko razumejo dileme v zvezi z varstvom človekovega dostojanstva, migrantov in prosilcev za mednarodno zaščito. Tretja zadeva, ki bi jo tukaj ob koncu mojega krajšega komentarja izpostavil, je pa ta včasih lahkotnost razumevanja varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v slovenski družbi. V slovenski družbi, kot na še številnih področjih, strokovno mnenje strokovnjakov ne šteje prav dosti. Vsakdo se spozna na varovanje človekovih pravic in tako tudi v času epidemije smo lahko poslušali, še vedno lahko poslušamo, da naprimer, tako pomembna vrednota kot je življenje, ki so med absolutne človekove pravice, da ta vrednota v hierarhiji človekovih pravic se mora podrediti svoboščinam, temeljnim svoboščinam, ki so relativne človekove pravice, ki dovoljujejo izjeme, ko pa, brez pravice do življenja, brez življenja ni svobode izražanja, ni svobode zbiranja, ni svobode združevanja. Tako da v slovenski družbi nekako, če povzamem, ta moj komentar prihaja do nedoslednosti, do razkoraka med normativnimi praksami in udejanjem v samem resničnem življenju. Včasih pa, kar me pa najbolj razočara, pa kar sem najmanj zadovoljen, ko spremljam varstvo človekovih pravic v Sloveniji, tako v teoriji, kot tudi v civilnem družbenem življenju, je pa, da se človekove pravice pa temeljne svoboščine uporabljajo kot orožje in sredstvo za dosego določenih ozkih političnih ciljev. Takšen pristop je popolnoma napačen. Človekove pravice in temeljne svoboščine gredo vsem nam, ne glede na našo ideologijo, ne glede na našo politično pa kakšno drugo prepričanje. Hvala. Najlepša hvala, dr. Letnar Černič, za vaš komentar. Mislim, da smo že kar pošteno zagrizli v meso. Naslednja gostja, ki bo spregovorila, je doktorica Mateja Čoh-Kladnik, znanstvena sodelavka na Študijskem centru za narodno spravo. Lani je šla njena knjiga Narod sodi, sodišča slovenske narodne časti. V tisku je znanstvena monografija Koširjevi in Matjaževa vojska v Sevnici, tako da bo njen današnji prispevek neke vrste napovednik monografije. Naslov prispevka danes je kršenje človekovih pravic po letu 1945, primer Jožefa Koširja. Mislim, da sta oba predhodnika že nakazovala na pomen kršitev človekovih pravic v bivši skupni državi in mislim, da bo doktorica Mateja Čoh-Kladnik lepo na izbranem primeru pokazala, kako so se kršile človekove pravice in tudi, upam, mogoče na kratko še kaj povedala
ali pa bomo čekali tudi kasneje v razpravi glede tudi poprave krivic, kar sodi pod seveda tranzicijsko pravičnost, kot je dr. Černič omenil. Mateja, lepo prosim. Hvala lepa dr. Ivešiču, lepo pozdravljeni vsi prisotni, vsi sodelujoči. Torej, kot je povedal dr. Ivešič, bi se v svojem prispevku v nasprotju z mojima predhodnikoma vrnila kar malo bolj nazaj, v drugo polovico 40 let 20. stoletja, torej v obdobje neposredno po drugi svetovni vojni, ko je šlo pravzaprav za obdobje, ko so bile človekove pravice in temeljne svoboščine v največji možni meri kršene. Profesor Černič je omenjal že tiste temeljne kršitve, zato jaz na tem mestu ne bi, tudi veliko je že veliko napisanega in danes kar precej znanega že o tej temi. Zato bi jaz več pozornosti namenila čisto konkretnemu primeru, na katerem bi želela v bistvu pokazati ta modus operandi takratne uprave državne varnosti na eni strani, ki je bila pač gonilna sila, in na drugi strani čisto konkretno oziroma potek konkretnega sodnega procesa proti eni skupini sedmih mladih ljudi, ki so bili pravzaprav 9. decembra leta 1949, torej nekaj dni nazaj, je minilo 72 let od tega procesa, obsojeni zato, ker naj bi bili člani ilegalne organizacije Matjaževe vojske v Sevnici in okolici. Tako so bili obsojeni Slavko Lupšina, Slava Jaklič, Olga Kuntarič, Alojzij Kozinc in Jožef Košir, kateremu je oziroma njegovi družini je posvečena tudi knjiga, ki je pred izidom. Poleg navedenih pa tudi brata oziroma sestra in brat Štefka in Vinko Pavlin. Uvodoma naj povem, da je bil to proces, ki je bil pripravljen zelo hitro, saj je uprava državne varnosti, torej UDBA, začela te mlade fante in dekleta spremljati na začetku poletja 1949, niti ne pol leta kasneje so bili obsojeni na zelo visoke kazni. Uvodoma mogoče za lažje razumevanje omenim, da je po koncu druge svetovne vojne v Sloveniji nastalo in delovalo več tako imenovanih ilegalnih skupin, ki jih je takratna oblast imenovala bande, tolpe, križarji, Matjaževa vojska, Matjaževo gibanje, in da je bila seveda UDBA tista, ki je spremljala in odkrivala delovanje in značilno ali pa glavne značilnosti, glavna izhodišča, na podlagi katerih je UDBA to po drugi svetovni vojni počela, lahko strnemo v 4 točke. Prva je, da so te ilegalne skupine organizirali emigrantski obveščevalni centri, ki so bili po koncu vojne ustanovljeni v begunskih taboriščih v Avstriji in v Italiji. Druga točka je, da so bile te ilegalne skupine protikomunistično usmerjene in so si prizadevale zrušiti takratni sistem in na ta način omogočiti vrnitev kralja Petra II. Karadžordževića v Jugoslavijo. Ta cilj naj bi dosegle s političnimi, z vojaškimi, obveščevalnimi in propagandnimi akcijami. In 4. točka, za dosego tega cilja naj bi se ilegalne skupine povezovale s tujimi, predvsem zahodnimi obveščevalnimi službami. Vse te 4 točke lahko najdemo tudi v primeru sevniške organizacije, tako imenovane Matjaževe vojske. Začetki segajo, torej kot sem omenila, v poletje leta 1949, ko se na tem terenu prvič pojavita 2 kurirja, to sta bila Drago Pavlin in pa Anton Hotko, ki sta ilegalno prišla iz Avstrije v okolico Sevnice. Najprej sta obiskala Kuntaričevo in Jakličevo in zato je UDBA omenjeni dekleti obravnavala kot začetnici ilegalnega delovanja na tem območju. Nato je UDBA obe dekleti povezala s Slavkom Lupšinom, tega pa potem še s Kozincem in s Koširjem. Lupšina je obveljal za voditelja te organizacije.
Skratka, to je način, na katerega je UDBA gradila organizacijo Matjaževe vojske v Sevnici in v okolici. Povedati na tem mestu želim, da se s omenjenima kurirjema nikoli niso sestali vsi člani organizacije, tudi niso imeli vsi člani organizacije, kot jo je določila UDBA, stike z omenjenima kurirjema. Jožef Košir, na primer, ju ni nikoli srečal. Prav tako bi tu mogoče izpostavila Štefko in Vinka Pavlina, ki sta po moji oceni najverjetneje v to zgodbo sploh vpletena zato, ker sta bila brat in sestra kurirja, ki je ilegalno prihajal z Avstrije, torej Draga Pavlina. Na podlagi navodil, ki naj bi jih ta dva kurirja prinašala iz Avstrije, naj bi člani sevniške organizacije zbirali podatke o upravi državne varnosti, o tovarni celuloze v Krškem, o upravni razdelitvi okraja Krško, vojaškem letališču v Cerkljah, priskrbeli naj bi tudi uradne liste, razne okrožnice, publikacije in podobno. Te podatke naj bi potem poslali v Avstrijo, v tako imenovani štab Matjaževe vojske, ki je bil v okolici Salzburga, in sicer na dva načina. Bodisi bi jih predali kurirjema, bodisi bi navezali stik s štabom Matjaževe vojske preko radijske postaje. In čeprav so na zaslišanjih na UDBI vsi člani sevniške organizacije brez izjeme priznali, da so opravljali obveščevalno službo v korist tujih obveščevalnih služb, v pregledanih dokumentih v bistvu ni mogoče ugotoviti, za katere obveščevalne službe konkretno, torej z imeni, naj bi sploh šlo. Najpogostejša metoda pri UDBE, pri odkrivanju in preganjanju ilegalnih skupin, je bil njen vrinjeni sodelavec v skupini. UDBA je takšne sodelavce pridobivala za sodelovanje na dva načina, bodisi z grožnjami ali pa na podlagi obremenilnega gradiva. Njihove naloge so bile omogočiti UDBI zajetje članov skupin in na ta način ali pa tako je ravnala tudi v primeru sevniške organizacije. Namreč, kot izhaja iz dokumentov, je bila sodelavka UDBE, ki jo je ta poslala na teren, da bi odkrivala predvsem te povezave, ki so jih imeli člani organizacije s kurirjema, ki sta prihajala iz Avstrije, je bila to skratka Hilda Ferenčak iz okolice Brežic, ki jo je UDBA sicer pridobila za sodelovanje že v letu 1947. Skratka, kot sem omenila, lahko sklepamo, da je bila poslana na teren z nalogo, da odkriva stike članov organizacije s kurirji, ki so prihajali v okolico Sevnice iz Avstrije, kot tudi njihovo povezavo s tako imenovanim štabom Matjaževe vojske v Avstriji, od koder naj bi pač prihajala ta navodila za obveščevalno in drugo delo v sevniško organizacijo. Hilda Ferenčak se je pojavila v sevniški organizaciji nekako na začetku oktobra leta 1949, ko so se člani skupine oziroma te sevniške organizacije prvič sestali. UDBA jim je namreč pripisala 2 sestanka in je potem izginila, ko je UDBA aretirala glavnega voditelja skupine, torej Slavka Lupšino. Takrat je s terena izginila. Zelo verjetno ali pa najverjetneje, tu ne moremo z gotovostjo trditi, je bil njen sodelavec, ki je odkrival delovanje sevniške organizacije, tudi Karel Jurečič, ki se je prav tako pojavil na terenu ali pa v organizaciji, ga začenjajo omenjati člani, na prvem sestanku na začetku oktobra leta 1949 in je prav tako izginil po aretaciji vseh članov te sevniške skupine. Vsekakor Jurečič ni bil v preiskovalnem postopku, pa tudi kasneje ni bil procesiran, tako da lahko z tega vidika trdimo, da je bil zelo verjetno tudi on sodelavec UDBE. Skratka, teh 7 članov sevniške organizacije Matjaževe vojske, kot jo je določila UDBA, je bilo aretiranih med 19. in 23. novembrom. UDBA jih je potem prepeljala v centralne zapore na Poljanski nasip v Ljubljano. Tam jih je 3 tedne zasliševala. Danes so metode UDBE znane, zato se jaz na tem ne bi zadrževala.
Naj mogoče omenim samo, da je Jožef Košir v spominih, ki jih je napisal na začetku 80. let prejšnjega stoletja, oziroma 90. let prejšnjega stoletja, zelo podrobno opisal, kako so potekala zaslišanja, na kak način so z njim ravnali, pa ne samo z njim, seveda tudi z drugimi, v zaporu, in nenazadnje je opisal tudi to, na kak način so ga takrat poskusili pridobiti, ga je takrat Udba poskusila pridobiti za sodelovanje. Posledica, skratka, pritiskov, ki so jih bili deležni, tako fizičnih kot psihičnih, je bila ta, da so osumljeni priznali seveda tudi tisto, česar dejansko niso storili. Kot navaja večkrat pove sam Košir, recimo pa tudi Lupšina v postopkih prizadevanjih za rehabilitacijo, so morali večkrat podpisati pravzaprav prazne liste, torej zapisnike zaslišanj v bistvu, na katere spodaj, čisto spodaj ob robu, na katere so lahko ali pa so potem zasliševalci napisali marsikaj, pravzaprav karkoli so želeli. Tu bi želela izpostaviti zapisnike zaslišanj Slave Jaklič, ki nedvoumno to potrjujejo, namreč našla sem dve, kako bi rekla, varianti zapisnikov zaslišanj. Eni zapisniki zaslišanj so ohranjeni v kazenskem sodnem spisu, drugi zapisniki, druga verzija zapisnikov je ohranjena v osebnem dosjeju Slave Jaklič. Če te zapisnike primerjamo, ugotovimo, da se vsebinsko niti ne razlikujejo v tolikšni meri, najpomembnejša in glavna razlika je v tem, da je v zapisnikih zaslišanj, ki so ohranjeni v njenem osebnem dosjeju, da je tam navedenih bistveno več imen oseb, ki jih je Udba lahko na podlagi tega potem potencialno spremljala. V teh zapisnikih, ki so ohranjeni v kazenskem sodnem spisu, večinoma govori Jakličeva o članih organizacije, drugih v bistvu ne izpostavlja. Tam je pa ogromno imen posameznikov iz Sevnice in okolice. Zdaj, zakaj je ta osebni dosje Slave Jaklič nastal, to ni popolnoma jasno, zdaj ali jo je Udba poskušala pridobiti za sodelovanje, potem ko je prestajala kazen, skratka to zaenkrat ni bilo mogoče pojasniti in zakaj je potem do takih razlik tudi seveda prišlo. Zaslišanja so bila skratka končana 3. decembra, 4 dni kasneje je javni tožilec, takrat Edo Grgič, vložil obtožnico pred okrožnim sodiščem. 8. decembra so teh 7 ljudi z vlakom odpeljali iz Ljubljane do Brežic. Tam so jih zaprli v brežiške zapore in na naslednji dan, torej 9. decembra, se je začel zjutraj sodni proces v nabito polni viteški dvorani Brežiškega gradu. Sodnemu senatu je predsedoval sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča Mirko Ušar. Sodišče je obtoženim zagovornike določilo po uradni dolžnosti, pred procesom jih sploh niso srečali, obtožnice so zagovorniki praktično dobili na samem procesu, skratka nobene osnove, nobene podlage, nobene možnosti za neko izhodišče o poštenem sojenju, ki ga je profesor Černič omenjal pred menoj. Kot lahko sklepamo na podlagi zapisnika o glavni obravnavi, je nato javni tožilec po zaslišanju vseh obtoženih predstavil obsežno dokazno gradivo. Najprej je pokazal 3 pištole, za katere pa ni jasno, ali so dejansko pripadale obtoženim. Saj v pregledanih dokumentih v bistvu ni nobenega dokumenta ali zapisa o tem, da so bile te pištole odvzete tem obtoženim, na primer v času aretacije ali ob kakšni drugi priliki. Drugi predmet, ki ga je pokazal tožilec, je bil domnevno delujoč radijski oddajnik. V bistvu je šlo za ohišje radijske postaje, ki ga je imel Jožef Košir še iz časa vojne in ga je pravzaprav po koncu vojne skril doma, ampak to je šlo v bistvu za ohišje brez potrebnih delov, da bi ta stvar kakorkoli funkcionirala, odvržena je bila na
v bistvu tam na en kup, nameravali so jo odpeljati na odpad in ko je UDBA s pomočjo narodne milice po aretaciji Koširja izvedla hišno preiskavo na njegovem domu, je zaplenila to ohišje radijske postaje, ki naj bi bilo delujoče in preko katerega naj bi člani organizacije navezali stik z tem štabom Matjaževe vojske v Avstriji, torej v okolici Salzburga, vendar o neki delujoči radijski postaji tu absolutno ne moremo govoriti. Na to je tožilec predstavil tudi listinske dokaze. Razen dveh, ki pa sta v kazenskem spisu ohranjena zgolj v prepisu in v bistvu ni jasno, ni znano, kaj se je zgodilo z originaloma, drugih listinskih dokazov v kazenskem spisu ni. Pokazal je letake, sklepam pač, da s protidržavno vsebino, glede na to, da so bili obtoženi in obsojeni zaradi širjenja protidržavne propagande. Ampak spet ne moremo sklepati o njihovem izvoru, ne? Ali je dejansko so bili predstavljeni tisti letaki, ki so jih v dveh primerih člani te sevniške organizacije res raztresli po Sevnici in v Krškem, ali so bili predstavljeni kakšni drugi letaki, mogoče z kakega podobnega procesa ali s protidržavno vsebino, ki so bili pač zaplenjeni, najdeni ob kakšni drugi priliki. Predstavil je seznam knjig, torej Grgič, brošur o obveščevalnem delu, ki naj bi jih nabavili obtoženi. Prav tako so prebrali navodila za obveščevalno službo, ki so jih našli ob priliki hišne preiskave pri Ljubšini v kmetijski zadrugi, kjer je delal, in navodila o zbiranju različnih podatkov. Na vpogled je javni tožilec predložil tudi skico vojaškega letališča v Cerkljah, ki naj bi jo narisal Ljubšina. Ljubšina je to kasneje v prizadevanjih za obnovo postopka zanikal in je trdil, da je to skico dejansko izdelala Hilda Ferenčak, torej sodelavka UDBE. Zdaj, naštetih listinskih dokazov v spisu ni, zato lahko tudi z tega vidika podvomimo o njihovem izvoru, koliko so bili dejansko vezani na samo delovanje te sevniške organizacije ali so prišli iz kakega podobnega primera, kar za tisti čas seveda ne bi bilo nič nenavadnega. To pa, da je UDBA kak dokaz lahko tudi podtaknila, pa je danes tudi že znano. No, po tem zaključenem dokaznem postopku je pač potem sodišče razglasilo sodbo. Omenimo mogoče, da je bil kot glavni organizator ali vodja Slavko Ljubšina obsojen na smrt s streljanjem. Jožef Košir pa na 16 let odvzema prostosti s prisilnim delom in 5 let izgube državljanskih pravic. Vsi ostali so bili potem obsojeni tudi na odvzem prostosti s prisilnim delom in izgubo državljanskih pravic, ki jim je seveda ta kazen izgube državljanskih pravic, kot na primer volilna pravica, pravica do pridobitve ali opravljanja različnih javnih funkcij, delovanja v organizacijah in podobno. Ta kazen jim je seveda začela potem teči, ko so prestali kazen odvzema prostosti. Vsi so se pritožili na izrečene kazni, pritožbe so bile zavrnjene, Ljubšina je potem napisal prošnjo za pomilostitev, ki je bilo ugodeno in mu je bila smrtna kazen znižana na 20 let odvzema prostosti s prisilnim delom. Tik pred procesom na začetku decembra je UDBA aretirala tudi okoli 15 oseb, ki naj bi podpirali ali pa vedeli za delovanje te organizacije, pa tega niso prijavili oblastem. 5 od njih je bilo potem konec maja leta 1950 obsojenih na procesu proti podpornikom te organizacije Matjaževe vojske v Sevnici. Med obsojenimi je bila tudi žena Jožefa Koširja, Marija. Tako kot člani sevniške organizacije so bili tudi oni v preiskovalnem postopku deležni različnih pritiskov. Naj povem mogoče, da so bili najprej zaprti v brežiških zaporih, torej od začetka decembra, ko so bili aretirani, potem so bili šele konec februarja, takrat zaslišani v Brežicah, potem konec februarja prepeljani v Ljubljano, v kazensko-poboljševalni dom, in šele potem na začetku maja drugič kratko zaslišani na javnem tožilstvu in proces je bil skratka pol leta po aretaciji, skratka pol leta so bili zaprti, brez da bi skratka zaslišani samo na začetku decembra in potem na začetku maja tik pred procesom.
in drugače pa pol leta zaprti. Tudi oni so bili obsojeni, tudi njim je sodišče imenovalo zagovornike po uradni dolžnosti. Spoznali so jih prav tako šele na glavni obravnavi. Mogoče omenim tu, da je bila žena Jožefa Koširja, torej Marija, obsojena na 1 leto in pol poboljševalnega dela, ker pač naj bi vedela za obstoj te ilegalne organizacije v Sevnici in tega ni prijavila takratnim državnim oblastem. Kazen so prestajali v kazensko-poboljševalnih domovih, večinoma v Ljubljani in Škofji Loki, ženske v Reichenburgu, torej v prestolnici. Zdaj, kakšne so bile razmere v taboriščih, je danes tudi že veliko, mislim, je znanega danes dovolj. Tudi Jožef Košir v teh spominih, ki bodo objavljeni v publikaciji, ki je pred izidom, zelo nazorno, natančno popiše, kaj se mu je dogajalo sploh v teh taboriščih v Ljubljani, kjer je znotraj KPD Ljubljana seveda prestajal, ne vem, na Žalah, v Trnovem, kjer je sodeloval pri gradnji inštitutov in podobno. Skratka, kakšne so bile razmere in kaj se je dogajalo v teh taboriščih. Mogoče za konec omenim še samo, da sta ti dve obsodbi, torej Marija in Jožefa Koširja, pustile posledice praktično na vso družino, sta jo zaznamovale do osamosvojitve Slovenije in še naprej. Da sta leta 1990 tako Marija kot Jožef Košir vložila zahtevi za obnovo postopkov, ki ju je sodišče sprejelo. Marija Košir je bila potem uradno rehabilitirana maja leta 1995, torej sodno rehabilitirana. Jožef Košir žal sodne rehabilitacije ni dočakal, umrl je 1 mesec, preden je sodišče julija 1996 izdalo sklep, s katerim je ustavilo postopek in razveljavilo sodbo okrožnega sodišča iz leta 1949 in potem tudi sodbo Vrhovnega sodišča iz leta 1950. Skratka, niti Marija, niti Jožef Košir nista bila kriva tistega, česar sta bila obsojena v letih 1949 in 50. Tudi postopek proti Slavku Lukšini je bil ustavljen, torej proti Lukšini, ki je bil v bistvu leta 1949 obsojen na smrt z ustrelitvijo. Omenim še samo, da je tudi Komisija za izvajanje zakona o popravi krivic tako Jožefu kot Mariji Košir priznala oktobra leta 2018 priznala statusa bivših političnih zapornikov in tudi pravico do odškodnine za čas odvzema prostosti. Zaključim lahko z ugotovitvijo, da je v bistvu zgodba o sevniški organizaciji Matjaževe vojske tipičen primer, kako je Udba pod pretvezo, da naj bi želeli njeni člani s protidržavnim delovanjem zrušiti obstoječi sistem, preganjala domnevne politične nasprotnike. Sevniška organizacija je bila v bistvu konstrukt Udbe, v bistvu so bili obsojeni iz političnih razlogov, proces pa v bistvu bil, oba procesa pravzaprav sta bila montirana in kar je žalostno, je bilo takih procesov v drugi polovici 40 let ogromno. Hvala lepa. Hvala lepa, doktorici Mateji Čeferin za ta prispevek. Mislim, da smo lepo sklenili en krog, a ne, če je gospod Pavlin začel z 35., 36., 37. členi Ustave, ki govorijo o varstvu zasebnosti in osebnih pravic, nedotakljivost stanovanja, komunikacijska zasebnost, in da to izvira, iz te izkušnje iz Jugoslavije, je doktorica Čeferin sedaj to na enem konkretnem primeru predstavlja. Prav tako pa potem to, kar je pa dr. Letnar Černič govoril, o tranzicijski pravičnosti, hkrati sodne rehabilitacije in pa tudi institut poprave krivic v skladu z zakonom. Smo letos tudi na Študijskem centru obeležili 25-letnico sprejetja zakona. Takole odpiram razpravo, vprašanja za naše goste. Lahko eno vprašanje? Ja, seveda, Renate. Ja, najprej pozdrav vsem skupaj in hvala za imenitne oziroma dnevu primerne referate. Bi pa za kolegico Matejo imel vprašanje,
Ona je izbrala en case study, ki je zelo povedan in zelo dobro predstavljen. Me zanima, po ocenah Mateja, koliko bi bilo še takih zgodb v Sloveniji, ki bi se jih dalo po tvoje na podlagi dokumentov tako podrobno rekonstruirati, kot si recimo opravila zdaj z pravkar predstavljeno, in tudi čestitam za knjigo, ki bo kmalu izšla. Hvala lepa, Renato, hvala za vprašanje. Skratka, kot sem omenila teh zgodb, če govorimo v tem trenutku samo o ilegalnih skupinah, ne govorim vsebinsko o drugih primerih sodnih procesov, je bilo ogromno. Praktično v drugi polovici 40 let, ko sem jaz pregledovala kazenske sodne spise okrožnih sodišč, ki so večinoma sodila v teh primerih, je skoraj vsak spis tam, sploh med letoma 46 in 48, bilo več kot 90% spisov bilo na to temo. Drugo vprašanje pa je zdaj, kakšno rekonstrukcijo lahko naredimo na podlagi kazenskih spisov. Namreč, jaz sem imela tu pač v tem primeru usode Jožefa Koširja in njegove žene Marije pač neverjetno srečo, da se je oglasil njegov sin in da je dal na razpolago ta pričevanja, ki jih je Jožef Košir napisal v bistvu na njegovo željo. Lahko namreč povem, da pred 20 leti, ko sem se začela raziskovalno s to problematiko ukvarjati, sem naletela na molk. Nihče ni bil o tem pripravljen govoriti, karkoli povedati, ali pa mogoče tak na štiri oči še, da bi pa kdo kaj več, pa niti ne govorimo o tem, da bi moral biti recimo imenovan z imenom in priimkom, da ga navedem kot vir, lahko bi bilo čisto anonimno, pa ljudje enostavno niso bili pripravljeni govoriti. Tudi pred 10 leti, ker je bila pač to tema moje doktorske dizertacije, ko je izšla ta knjiga na to temo, enako pravzaprav, Šele zdaj, po tolikih letih v bistvu se je javil gospod Jože Košir, ki je dal na razpolago ne samo te spomine, ampak tudi ostalo dokumentacijo, tako v zvezi z postopki oziroma prizadevanji Jožefa Koširja za rehabilitacijo, kot nekatere njegove zapise in spomine. Zato je z tega vidika to manjka, manjkajo osebne zgodbe ljudi, s katerimi bi lahko zapolnili tiste luknje, za kateri se recimo v kazenskih spisih zdi, ali pa je vtis, da pač nekaj manjka, da potem pa take zadeve, kot so recimo spomini in pričevanja, to potem lepo zapolnijo in zaokrožijo. Hvala. Hvala lepa, Mateja, za izčrpan odgovor. Hvala, Renato. Še kdo? Jaz bi rada nekaj dodala, pravzaprav. Ni samo to, da ni spominov in da ljudje nočejo govoriti, je tudi problem sodišč. Izpostavila bi Kočevski proces. Hčerka Viktorja Habiča, enega od 16 na smrt obsojenih na Kočevskem procesu oktobra 1943, je doživela seveda veliko razočaranje, ker je zahteva za varstvo zakonitosti na Vrhovnem sodišču bilo zavrnjeno. Samo 2 sodnika, predsednik senata Marko Šorli in sodnica Barbara Zlovec, tega nista hotela podpisati. Sodnica se je hotela celo objaviti ločeno mnenje, kar pa Ustavno sodišče iz procesualnih razlogov je zavrnilo. Torej, imamo tukaj še en problem, namreč, da nekateri sodniki, kot je Jernej Letnar Černič izpostavil, pač glede na to, iz katerega ideološkega prostora kdo prihaja, potem tudi tako sodijo. Vrhovno sodišče je za razsodbo potrdilo zakonitost in legitimnost revolucionarnega sodišča in s tem spodkopavala temelje slovenske pravne države. To sem hotela samo
dostaviti kot komentar. Hvala lepa. Mogoče, Tomaž, če mi dovoliš. Ja, seveda. Ja, to študijo, ki je dr. Čohova izpostavila, je res bilo zanimivo poslušati, se veselim branja knjige, je pa res te postopke sodne rehabilitacije, pa so bili v bistvu po demokratizaciji speljani na podlagi tako imenovanega individualnega pristopa. Sprav, sorodniki žrtev so mogli vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti in potem je Vrhovno sodišče več kot 2000 primerih razveljavilo sodbe, predvsem iz tega prvega obdobja po drugi svetovni vojni. V teoriji je bilo veliko kritik, zakaj se slovenska država ni odločila za nek splošen, sistematičen pristop, da bi vse sodbe, morda iz prvega obdobja 45-55, razveljavila. Žal temu ni bilo tako odločeno v tistem času. Je pa res to, kar pravi dr. Griser Pečarjeva, ta zadeva glede kočevskih procesov, izpred nekaj let 2018 bila sodba Vrhovnega sodišča v tej zadevi Habič, 3:2 v kazenskem senatu Vrhovnega sodišča. Odklonilno ločeno mnenje sodnice Zobec je bilo potem objavljeno v reviji Dignita, slovenski reviji za človekove pravice. Je pa seveda ta zadeva še vedno vroč kostanj. Jaz, kot opazujem dnevne rede sej na Ustavnem sodišču, se na Ustavnem sodišču nekako se zdi, vsaj od zunaj, da se otepajo tega vročega kostanja, ker ta zadeva zdaj na Ustavnem sodišču in to je res nekakšen, sam bi rekel, preizkus zrelosti trenutnega mandata na Ustavnem sodišču, kako bodo odločali v tako jasni zadevi. Morda za poslušalce povemo, to je šlo za zadevo tako imenovanih kočevskih procesov. Kočevski procesi so bili procesi, kjer je ista oseba delovala kot sodnik, tožilec in kot zagovornik teh obtoženih mladih fantov. Večina je bila potem obtoženih na smrtno kazen, izvršena, usmrčena. In seveda, takšne sodbe nimajo prostora v demokratični Sloveniji, ker kršijo pravico poštenega sojenja. Vrhovno sodišče je nekako zamudilo to priložnost, da dokaže svojo zrelost, saj z vidika človekove dostojanstva bomo pa videli, kako bo trenutni mandat Ustavnega sodišča. Jaz pričakujem to odločbo v naslednjem letu, da bo Ustavno sodišče povedalo, ali je Vrhovno sodišče pravilno razsodilo ali ne. Ja, hvala lepa. Bom izkoristil svojo priložnost kot moderator, pa postavil vprašanje gospodu Pavlinu, pa potem tudi dr. Letnar Černiču. Spravi, gospod Pavlin, vi ste omenili to neke vrste daljnovidnost glavnih akterjev pri sprejetju ustave. Mene bi pa zanimalo, kaj je po vašem mnenju, kaj bi lahko bilo storjeno bolje. Bila kakšna priložnost tudi tedaj zamujena, pa je sedaj težko nadoknaditi, pa glede na to, da ste tudi omenjali, da ste nekako veliko se o tem pogovarjali tudi z samimi akterji, ali se je v teh letih pojavila kakšna samokritičnost ali pa obžalovanje, da kaj v zvezi z umeščanjem človekovih pravic v ustavo ni bilo, recimo temu, najbolje izpeljano. Za dr. Černiča pa zdaj na eni strani ste omenjali to institucionalno podhranjenost, po drugi strani pa lahkotnost slovenske družbe v samem odnosu do človekovih pravic in svoboščin, oziroma tudi pač razumevanje, kaj to je. Zdaj, kaj bi tukaj bila rešitev? Je zdaj na eni strani, ne vem, področje izobraževanja, imamo v šolah ta predmet državljanske vzgoje, bi tukaj bilo potrebno večji poudarek dajati na človekove pravice, ali bi eno peljalo do drugega, ali bi sprememba te lahkotnega odnosa slovenske družbe tudi
pripeljala do sprememb znotraj institucij ali vice versa. Gospod Polin prvi. Ok, hvala. Mislim, zanimivo vprašanje, tako bi rekel. Mislim, da ne, da nobenem od njih ni bilo, ali pa vsaj meni nihče nikoli povedal, da bi bilo kaj žal, da bi kaj drugače naredili, ali pa kaj več dal, ali pa kaj manj dal v ustavo, ali pa interpretirali kako kaj drugače. Ne? Ker v bistvu so sodelovali pri nastajanju tega teksta in so v bistvu na nek način njega verjeli in ga razvijali, ne? Ali pa tudi uporabljali, ne? Kot ustavni sodniki in tako naprej. Ne? Tako da res nimam tega občutka. Ne? Plus, če tudi morda niso rekli, se ustava v določenih delih bila tudi kompromis. Ne? In so takrat pač vsi, ki so bili v takratni skupščini, ki v bistvu skupščina to sprejela, so pač sprejeli to kot neke vrste dogovorjeni kompromis. Mislim, nivo je dejansko bil znatno večji, ker se vrnem nazaj, ne? Preberem magnetograme iz leta 90-91, se globoko vprašam, ko so takratni delegati oziroma poslanci lahko bili tako vešči kreiranja nečesa za prihodnost. Ne? Ker člene ustave ni lahko napisati, ne? Zlasti pa tiste, kjer jim hočeš nadgraditi ali pa povečati vsebino. Ne? In to po mojem je to, bi pa še tole dodal, ne? Bila je danes omenjena odločba ustavnega sodišča in ločeno mnenje profesor Šturman glede uredbe o vojaških sodiščih iz leta 1944. Ne? Ja, je zanimivo, ne? Ko iščemo recimo te izvirne interpretacije ali pa izvore slovenske ustavnosti na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je najboljše gledati, pa tudi če se ne strinjaš kaj s čem, gledati odločbe od leta 1992 do cirka leta 1998. Za določene člene ustave, tudi če so samo začeli, najdeš noter tisti izvirni duh, kako, katero perspektivo ali pa katero zgodovino pokrivajo ali pa zapirajo. Ker omenjena prej uredba o vojaških sodiščih, jaz lahko omenim briljantno odločbo ustavnega sodišča, pa jo nisem takrat samo razumel, pa še marsikdo še zdaj ne razume, iz decembra 1997 zakon o kazenskem postopku, posebne operativne metode in sredstva, oziroma po domače, po novem prekriti preiskovalni ukrepi, torej prisluškovanja, tajna sledenja in tako naprej. Šlo je za zakon o kazenskem postopku. Pa je ustavno sodišče zelo strogo reagiralo, v bistvu kot da bi imela opravka z tajno politično policijo. V bistvu na nivoju zakona o kazenskem postopku je v bistvu povedalo, kaj so pravilni standardi tudi za področje varnosti države. Tako da ja, ne, če pač naslov mojega predavanja pač umeščanje človekovih pravic v ustavo leta 1991, moram seveda dodati, kot sem že na začetku rekel, zraven spada tudi ustavnost in zakonitost ustave in ustavno sodišče. In če iščem izvirno razlago, je to obdobje 93, težje bi rekel 92, ampak 93 do 98, potem so pa še neki odmevi v poznejših letih, ne vem. Našel sem en odmev, ki je po mojem, tudi če je nepovezan s tistimi, ki so pisali ustavo, ampak recimo iz 2008, enega sem še najdel iz 2012, tu potem se še kaj najde. Ampak ono izvirno bistveno je bilo zgrajeno v obdobju 93 do 98. Se je nekoliko podobno, ne, tisti, ki se ukvarjajo s primerjalnim ustavnim pravom, upam, da se jo strinjali, je pa bilo madžarsko ustavno sodišče nekdanje, ne, v obdobju od leta 1990 do tudi približno leta 1998 ali pa 99. Ne. Pač tista briljantna judikatura, ki jo je sedanji režim na Madžarskem pač lepo zatrl. Ne moram reči lepše, ne, ampak to je bilo tisto, ki je v bistvu nek svetilnik, ki ti v bistvu pove, ne, kako izvirno razumeti neke človekove pravice in iz česa izhajati. Se pravičujem, če sem malo tako doktrinarno, že skoraj ideološko tukaj povedal svoje, ampak pač hvala za inspiracijo. No.
Ja, dr. Černič. Ja, jaz se lahko strinjam z kolego Pavlinom, da je bilo to prvo obdobje morda najbolj ustvarjalno, glede vzpostavljanja standardov. Pa tudi ne delim na vaše mnenje, gospod Pavlin, da včasih, ko se človek ozre nazaj, še posebej zdaj v teh tednih pred 30-letnico ustave, res občuduje pisce ustavnega besedila, da so zmogli v tistem trenutku oblikovati tako sodobno besedilo slovenske ustave glede varstva človekovih pravic, ker vemo, da ti ljudje, ki so bili v tej ustavni komisiji, so pač živeli večino svojega poklicnega življenja, so preživeli v nekem nedemokratičnem režimu. Pa vendarle so potem bili zmožni oblikovati to ustavno besedilo. Res, da so imeli veliko primerjalno pravnih dobrih praks, pa vendarle, mislim, da je to treba poudariti v tem času, ko praznujemo 30-letnico slovenske ustave. Ja, seveda vprašanje na hitro, če poskušamo odgovoriti, kako naprej, kako ponotranjati te vrednote varstva človekovih pravic. Nekako, veste, seveda izobraževanje je en način, vendar mogoče to je takšna že danes floskula, da je mogoče prek izobraževanja. Mislim pa, da je ključno, da se vsi ljudje, vsi prebivalci naše države zavedamo, da človekove pravice, veste, niso utemeljene samo na našem subjektivnem upravičanju do nečesa. Človekove pravice in temeljne svoboščine niso zgolj subjektivne pravice. Izhajajo iz vrednote človekovega dostojanstva. Človekovo dostojanstvo, kot je pa reklo Ustavno sodišče v odločbi Titova cesta, ima pa tako individualno kot kolektivno dimenzijo, se pravi, tako subjektivno kot objektivno dimenzijo. Kaj pomeni ta objektivna dimenzija? Da kljub temu, da mi imamo vsak izmed nas človekove pravice in temeljne svoboščine, so naše pravice in svoboščine umeščene v določen družbeni kontekst, v razmerje do pravic in svoboščin drugih ljudi, drugih oseb, in da vsi skupaj se moramo tega zavedati, da naše subjektivne in individualne pravice so omejene z kolektivnim razumevanjem določenih človekovih pravic. Mislim, da je to potrebno poudariti v slovenski družbi, ko prevečkrat ne poslušamo, ko tudi ne spremljamo v različnih forumih, na različnih javnih krajih, ta diskurs o človekovih pravicah, jaz. Samo človek je tisti, jaz sem pomemben, nihče ne sme omejevati. Temu ne res, Temu ne res, da je temu tako. Teorija človekovih pravic jasno zahteva, da so človekove pravice umeščene v določeno kulturo, v določene običaje, določeno tradicijo. V našem kontekstu tradicijo, kulturo, običaje slovenskega naroda, ljudi, ki živijo na ozemlju slovenske države. In to je pač potrebno, razumeti pri iskanju rešitev, pri ponotranju določenih človekovih pravic, pa predvsem to, kar sem poudaril že prej, da človekove pravice, niso odvisne, niso pogojene z ideologijo katerekoli osebe. Človekove pravice pač so in pripadajo vsakemu izmed nas. Hvala lepa, da ne bomo predolgi, bi še dal priložnost za res zadnje po možnosti kratko vprašanje poslušalcev oziroma gledalcev, če obstaja. Če ne, potem se predvsem gostom in pa vsem gledalcem in poslušalcem iskreno in toplo zahvaljujem za sodelovanje, za vaše prispevke, razmišljanja in za vaše odgovore na vprašanja. To je letošnji zadnji dogodek Študijskega centra za narodno spravo. Ostanite z nami tudi v prihajajočem letu. Začeli bomo v mesecu januarju, predvidoma z predavanjem o Angeli Vode, ker bo okrogla obletnica. Tako da spremljate nas še naprej in hvala še enkrat vsem za vašo pozornost. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala lepa. Hvala, nasvidenje.